Čau, folk. Jureta ni več, ukradla sem mu setup. Zakaj imam slušalke gor? Ok. Mesec je okrog in čas je, da govorimo o filmih, ki sem jih gledala meseca novembra. Zdaj dam očala gor, da bom kje videla. Torej, november sem bila mačkam bolj pridna s kinom, ampak niti ne toliko. Še kar mi fali par filmov, ki jih moram iti pogledat. Imam par takih, ki smo jih dolgo čakali, so me presenetili. Pa veliko starih. V bistvu, Jure mi je pokazal par stvari. Dajmo kar skočiti v video, ne? Pač prvi film meseca je Wakanda Forever. Sure, jaz nisem čakala tega filma, če je kdo čakal ta film, I'm very sorry, ampak sem bila full fan Marvela ene 5 let nazaj, ne 5, čakaj, da so prvi Avengersi prišli. Ok, 10 let nazaj. Ogromen fan Ironmana, ko je Tony Stark umrl, to je, sorry, spoiler, to je še vedno najbolj depressing stvar v mojem življenju. Pač, če se jaz hočem zjokati za karkoli, se spomnim na Tonija. Ampak zdaj, odkar je pač se začeli full shopati ven te filme, pa serije, pa vse to, I'm not really feeling it. In tudi Wakanda Forever nisem čakala, Black Panther je bil, a veš, ful je težko to razložiti, brez da pač si nekat rasist, ker pač je black culture, which I appreciate. Ampak vseeno, ni bil, ne vem, nikoli mi ni bil film close. Tudi karakter Black Panther mi nikoli ni bil close. Pač moji top karakteri so Tony Stark, Doctor Strange pa Loki. Pač, there's no room for another one. I'm sorry. Zdi se mi lep poklon na začetku filma Chadwicku Bosemanu, ki je pač umrl zaradi raka in ni prišel nazaj, obviously, ker je umrl, v vlogo Black Pantherja. Velika tema v tem filmu so ženske. Pač ženske, vse delajo ženske. Ok, we get it at this point. Imamo She-Hulk, imamo Wonder Woman, oh my god, Miss Marvel. Poudarek je na ženska. Ampak se mi zdi, da jaz rabim, for my straight parts of my heart, rabim nek lik, ko bo isto vreden kot Tony Stark. Celoten ta video je jaz, ko simpam na Tonyja Starka. I guess jaz nisem več toliko into superhero movies. Se mi zdi v redu, super je, da so ženske res prišle v ospredje, ampak ful je tanka meja, da rata vse to malo preveč vsiljivo. In se mi zdi, da v Wakanda Forever ni še toliko bad, ker recimo She-Hulk, that was a horrible series. Nope. Hotela sem pa izpoznati, da mi je ful všeč Nomar. Všeč so mi vse te kulture. Jaz obožujem različne kulture po svetu. Seže tudi, kakor sem prej rekla, Black Panther, pa celoten ta afriški culture thingy mi je bil amazing. Rada vidim vse te barve, pa vse njihove različne tradicije, pa to mi je res ful všeč, pač obožujem zgodovino. In to, da so tukaj dali Maje, oziroma, čakaj, a so Maja? Mezoameriške v glavnem. Da so to dali noter, meni je to amazing, obožujem vse to videti in vsem tem se učiti in vse to. In Nomar, ja, amazing character. Mislim, igralec, že ta njegova fora, da ni znal plavati, I love it so much. Sploh, ko so šli pod vodo, ko je on njim razkazal njihov svet oziroma njihovo zgodbo, se mi je zdelo toliko dobro narejeno, ker obožujem te backstoryje, ki so res well done. Ampak imam pa en problem. CGI pod vodo, it was horrible. Mislim, vse scene, ki so bile pod vodo, ne vem, niso mi bile všeč, ker slabo mi je ratalo. In nekad me je začelo skrbeti za The Little Mermaid, pa za Avatarja, glede na to, da bota obadva, bota pač obviously bolj na vodi. Avatar, Way of Water, pa Little Mermaid je pač mala morska deklica, teda I'm worried about that. V bistvu story, kar se filma tiče, sploh me ne sprašovati, kar se dogaja outside of Nomar, ki pač on mi je amazing. Ironheart, recimo, horrible. Power Ranger. Jaz dam temu filmu oceno 610, bilo boljš, če bi bila mečkim bolj invested v Marvel Universe, ampak nažalost nisem več. Dajmo iti naprej, zdaj sem malo hejtala Black Panther, which I'm very sorry about, če pač... Veš, ful ne maram hejtati takih filmov, ampak Marvel res ni več good, sam jaz pol izpadem, ko da imam nekaj proti temu, da so pač other cultures v tem filmu. And that's really not okay. I hate it. Drugi film je King Kong iz leta 2005, ki mi ga dejansko Jure pokazal. En tak film, ki je iconic. Pač veš, da obstaja. King Kong je res eden izmed tistih filmov, ki pač, ne vem, tako Titanic. Jaz ga nisem gledala do zdaj. Jure mi ga je predlagal in njemu je najboljši film in tudi jaz mu dam odlično oceno, bom na koncu povedala. Dogaja se okrog leta 1930, kar pač je one of my favorite eras zgodovine. Mal je dolg film, bi bila 2 dela, ampak vseeno me je držal cel film. Jaz sem imela polno pozornost na filmu, sploh nisem zgubila interesa, niti za sekundo. Edino mogoče dinozauri so mi bili malo too much, ampak Kong, he's just so adorable.
I love him. Zgodba Jacka in Anne mi je ful naravno izpeljana. Nista neki ful prisiljeno zaljubljena, mislim, you can see it coming, obviously, pač se mi zdi, da te movie tropes zdaj res težko je narediti nekaj ful novega. Nekaj normalno se skupaj najdeta. Ampak absolutely favorite character je obviously Carl, ker je pač Jack Black and we both love him. My story about Jack Black, ok. Jaz sploh ne znam opisati the amount of love I have for this man. Jaz sem bila, ne vem, kdaj je bilo to, ampak ko je bil na Gulliverjeva potovanja, je bil na HBO neki cajta po TV-ju, ko sem jaz bila še majhna, skozi je bil po TV-ju. Jaz sem ga gledala vsak dan. Listen, I watched it every single day, cause that man is so fucking amazing. Maybe I do have a type. Ampak ja, njegov karakter Carl v King Kongu je basically vlogger, pač YouTuber je. Posod zame kamero, zravno vse more posneti and it's amazing. Vse hoče monetizati. He's us. In jaz sem sred filma, sem Juratu rekla, ok, mogoče Carl ne bo naredil filma. In pa je Jure rekel, ok, kaj pa bo naredil? A lahko ugotoviš, kaj bo naredil? In jaz tek musical bo imel. I did not know, da bo res. Spoilers. Nisem niti približno vedela, da bo pač na koncu, da je naredil musical and I love it so much. Pač it's so ridiculous. Mogoče so bili namigi na začetku filma, glede na to, da pač se začne kot en tak musical in pač jaz ful velik znam prebrati te scene. Da. Kar se tiče pa konca filma, ja, sure, Kong je ful bogi, ker pač mora umreti. Ampak kak drugače bi pa sploh zaključil ta film? Sploh ne moreš drugače narediti. Cel film se mi zdi, da študiraš, kako bojo to rešili in kako bo pač nek happily ever after za vse like, ampak iskreno pač ne moreš. Glede zaradi tega, ker ni happily ever after, kar se Konga tiče, dam filmu 10 od 10. It's an amazing movie, zdaj bi ga gledala še enkrat, čeprav je fucking 3 ure dolg. Naslednji film je spet en dober, to je The Menu. Tudi je nov film v kinu, šla smo na premiero in pred premiero smo imeli še hamburgerje za jesti, ampak z Juretom smo mačke zamudila, ker smo se glih selila takrat, da nismo dobila veliko hamburgerjev, ampak vseeno so burgerji. Amazing. Blitz. Well done. Kar se filma tiče, končno nekaj novega. Pač ta film je čist frišen. Hrana v filmu je noro dobro. Jaz sem bila toliko lačna, ko sem gledala ta film in oni načoti, ki sem jih jedla. Pač, jaz obožujem te načote iz Cineplexa, to je moja najljubša hrana na svetu, poleg sušija. Ampak, ko gledaš tisto hrano na platnu, ne moreš jaz načotov zraven. Naj ima nekdo en ta experience, kjer, ne vem, Ano Roš najemte, pa naj ona naredi vso to hrano in pol jo naj strež med filmom. Ok, Blitz Slovenija, ni zakaj, to je bila vrhunska ideja. Na začetku se res ful sprašuješ, kaj se bo zgodilo, pač zakaj so vsi ljudje tam na tem otoku, kaj se dogaja, pač se mi zdi, da je ful veliko spoilerjev, kar se tiče plakatov, pač da zvezdniki prihajajo umirati, pa vse te stvari pač ne prihajajo umirati. Spoilerji, zdaj tukaj naprej so spoilerji, ne prihajajo umirati, v bistvu umrejo samo v eni rundi. Vsi prej so preživeli, samo zdaj so pač se je ta kuhar odločil, da bo rad zloben in da se bo sem maščeval in tukaj ta runda zvezdnikov naj bi umrla. Ker vsi so nekako povezani z njim. In na začetku ful ne pričakuješ, kaj bo. In ko pridejo ti liki v to restauracijo, ne veš, zakaj so vsi skupaj tam. Pač na kak način so povezani, ampak ko se začne pa vse poklapljati, I loved it. Cast je Anya Taylor-Joy, je ena izmed mojih najljubših teh frišnih mladih igralk. She's so gorgeous. Mislim, da skupaj z Ralphom Fiennesom, jaz tega ne znam prebrati. Ray Fiennes, ok, to sem mogla zdaj pogooglati. Glavnem, he's amazing. Tip, ki je igral Voldemorta, in case you didn't know. Se mi zdi, da on ima res tako fakso za pač to be the villain. Pa tudi bil je v Bondu, sicer je bil pač the good guy, M, ampak vseeno, ta dva skupaj, it's chilling. Pač, ne vem, ona dva imata nek ta energy med sabo, ki pač samo se povežeta in definitivno šla še enkrat gledati ta film. Cel film glavne drži neko napetost. Konec je mogoče malo predvidljiv, zaradi tega, ker že na začetku veš, da pač, če ona ni povabljena tam oziroma na tem seznamu, ok, she's gonna live. Ampak vseeno, 10 od 10 film, nič drugega ne rabim reči. Wow. Čisto iskreno, jaz sem prišla iz kina in smo se z Juratom pogovarjala in sem jaz rekla, tole je film leta 2022. Naslednjo je serija Wednesday, ki smo čakali po moje vsi since the day it was announced. Na Netflixu je in nisem je pogledala sicer toliko hitro, koliko sem pričakovala, sem si ful vzela čas z njo, je drugače 8 epizod, ampak jaz sem si res vzela čas, prav kot prvo ni me to potegnila, ampak second of all, vedela sem, da bom vseeno uživala v njej. Imam par stvari napisanih, dejansko nimam neki ful tek breakdowna, koliko imam za ostale filme, ampak vseeno pač imam ene par butastih. To so stvari, zaradi katerih je mene malo ven vrglo iz te serije, ker drugače mi je dobra, vizualno je čudovita. Mogoče so kadri včasih malo awkward, ampak Tim Burton did his thing za tematiko, ki jo je dobil. Edino, kar je mogoče
setting ni čist Addams Family, ker pač Addams Family bi mogli biti malo bolj povezani in to, da ker Wednesday si izmisli, da pač zdaj pa ne mara svoje družine. That's not very Wednesday, like, I guess je najstnica zdaj in se je odločila, da bo se uprla svoji družini. Mene ful motlo par stvari. Prvo kot prvo. Bad acting, ok. Jenna Ortega is amazing, ampak vsi ostali? What happened there? Dobila sem par sporočil, ko so mi napisali, ja, ampak to so mladi igralci, cut them some slack. Daniel Radcliffe je tudi bil mlad igralec in to veliko mlajši od teh, pa vse en boljši igralec. Zakaj meni budilka zvoni? Like, še mlajši. Fucking Macaulay Culkin, ok? On je bil res a baby, ko je igral sam doma. And they're good. So pa stari 16. Okay, now that we got that out of the way. Zakaj ima Wednesday edino črno uniformo? Can we explain that? Pretty sure that's not allowed, ampak it's predictable. Nima neke, da bi Wednesday dalo iz nekega njenega comfort zona. Wednesday ne moreš skozi biti oblečena v črno, tukaj imamo modre uniforme in tudi ti se boš temu prilagodila. I hated that. Privileged little bit. Zgodba je predvidljiva. Prednica Goody Addams, ki pač pol neki naredijo, dobiva Wednesday vizije. Čeprav, a je imela Wednesday kakšne super moči, whatever thingies v original movies? V filmih ne, kakor jaz vem. Ja, se pravi, nimajo jih. Ok, se pravi, ok. Malo so si vzeli creative liberty, v redu, whatever. Če imajo liki te vizije za naprej ali pa za nazaj, kako se temu reče v slovenščini, psychic visions v glavnem. Imaš problem, ne veš, kaj ga rešiti? Boom, a vision. It's not fun. Jaz hočem tudi raziskovati. Sherlock Holmes, detektiv, tako si Wednesday želi, da bi bila. On nima psychic visions. He's just smart. In pač vidi stvari. Zakaj mora to biti a thing v detektivki? Ja, ena stvar, ki me je ful zmotila, bil on tam mal Eugene. Zakaj on snema voice memo, ko lovi unga creature thingy tam? Če ima fucking iPhone v rokah, ded drži telefon, kamera is right there in on govori noter v voice memo. Are you stupid or something? A bi snemal in bi lahko bilo celotne stvari konc že v 3. epizodi. But no, you want to make it hard. Motlo me je tudi, da je edini njegov character trait to, da ima rad čebele. Vsi karakteri so underdeveloped, razen Wednesday. The Addams Family. Dajmo še tukaj malo se ustaviti. Catherine Zeta-Jones je ena najlepših žensk za mene na svetu. In ko so njo castali za Mortišo, I was like over the moon, I was in love. Ona nima nič energije v tem filmu. Like, če pogledamo original Mortiše, rešne adaptacije, one imajo res karakter. Ona pa sam lepa, ona je dobesedno sam lepa in pač ne vem zakaj, nima neke full energije and I hate it. Gomez in Morticia v The Addams Family filmu iz leta 91. Ko sem jaz ta film prvič gledala, sem vedela, kaj je seks, ok? In kaj je tista energija, ki jo rabiš s partnerjem. Ta dva nimata nič od tega. Thank you for coming to my TED Talk. Glede zgodbe, na koncu je nek ta Voldemort vibes resurrection, kar celotna stvar je kind of Harry Potter-ish, ampak sure, whatever. Dajmo se pretvarjati, da ona familija od Enid niso The Weasleys. In na koncu, kar me je še zmotilo, je bilo, da Crackstone, ko živi, on lahko uporablja magic. So you're burning witches, but you're being witches. Make it make sense. Zakaj uporabljaš čarovnijo, če jo sovražiš? Anyway, 7 od 10. Če ne bi bila tok nitpiki, verjetno višja ocena. Ampak se mi zdi, da Tim Burton deluje najboljš, sam kadar ima zraven Johnnyja Deppa pa Helena Bonham Carter. Mislim, je pripeljal nazaj Daniela Elfmana, ki je naredil muziko tudi za veliko njegovih ostalih filmov, tudi da, I guess, muzika je vrhunska. Če nadaljujemo s temo Addams Family, je naslednji film, ki sem ga gledala, The Addams Family. Wow, what a surprise. Iconic. To je vse, kar lahko rečem. Če vam je bila všeč Wednesday, pejte gledati The Addams Family. Ne smemo jo primerjati z Wednesday. Definitivno je bolj relaxed in bolj na comedy kot pa Wednesday. Ker Wednesday ima cel ta detective story in je pač ful povezana z the outside world. Tukaj je pa v bistvu samo njihova družina in velik poudarek na tem, koliko so oni povezani. Kar sem že prej omenila, kemija med Gomezom in Mortišo je wow. Jaz si sam želim, da bi imela njun vibe. Just brilliant. Christopher Lloyd je v tem filmu, Doc is Back to the Future, ki igra Festerja in tukaj imam pa jaz en issue s tem filmom. Njegov story, zakaj on pozabil na svojo familijo, je underexplained. Mogoče je to zato, ker smo zdaj navajeni, da ima vse nek backstory in da je vse pojasnjeno, ampak this is not explained at all. Malo z 2 besedama, it doesn't make sense. Pač res bi lahko bil nek bolj backstory. Čeprav je amazing,
ok, in pač I love him. Tudi ta zaplet, pa celoten plot filma je dober narejen, ampak rabi backstory. Zdaj, mi da z Juretom nismo še pogledala drugega dela The Addams Family, moramo ga še, tako da verjetno bo to v decembrskih filmih, ampak temu filmu dam pa 9 od 10. Ena točka fali samo zaradi tega, ker ni backstoryja. Drugače pa amazing. Mislim, da sem ga do zdaj gledala že vsaj 6-krat. Naslednji film, ki smo ga gledala, je The Holiday. Again, Jack Black. Božičen film, ok? Simple, easy, relaxed, rom-com thingy. Najpomembnejše je, da pri tem filmu ne razmišljaš preveč o plotu. Ta izmenjava bite, I don't know how that would work, pač če najdeš enega kripa, ki ti pol vse unič, that's not very good. Je vseeno zanimiv setting, kar pač ga naredi v rom-com. So stvari, ki se pač zapletejo in meni je bilo najbolj všeč. Je nek point tega filma je v tem, da pač ne glede na to, kje si, vse pride za tabo. Ne glede na to, koliko bežiš od svojih problemov, pridejo za tabo in mogo se boš soočiti z njimi, kar se pač zgodi glavnima likoma tega filma. Najljubši del tega filma je valjda Jack Black. Odnos Jack Black in Kate Winslet. To je po moje eden izmed najbolj iskrenih odnosov, ki se razvijajo v kjeremkoli filmu. In pač, ko oni hodijo z unim starim okrog, ga rihtajo, pač, da bo on imel nek ta govor na koncu. Res se razvije neko to iskreno prijateljstvo, ki ga res verjameš. In pa na koncu, ko se ona dva poljubita, I can't describe it. Pač to je tak najbolj satisfying poljub ever. Jaz sem vedela, kaj se bo zgodilo, valjda sem vedela, da bo to pač skupaj, pa tudi malo je predictable, ampak vseeno, Kate Winslet in Jack Black, sam ne sliš se, kot da bi to bil nek par v filmu, but it is, and it works. Ona dva bi lahko bila v real life skupaj. I fully believe it. Kar se pa tiče Cameron Diaz, oziroma njenega lika Amanda, zdaj sem pogooglala, ona dva sta pa Miles in Iris, in ta star je Arthur. Kar se nje tiče, pač je malo predvidljiva fora, da ona kao ne more jokat, pač, oh my god, ok, se pravi, na koncu se boš jokala zaradi tipa in boš ugotovila, da ga ljubiš in oh my bog. In that's exactly what happens. Ampak se mi se zdi ful dober, da je v zgodbo vpleteno to, da je Graham samohranilec, da ima 2 hčerke in se oni pač povežejo med sabo. To je ena takrat malo težja tema, ki je pač ne vidiš velikrat v filmih, sploh kar se tiče z moške perspektive, čeprav tudi z ženske, I guess, ne. Sploh zaradi tega, ker je udovc in je taka malo še težja tematika. Zanimivi zapleti so med liki, kjer se vsi povežejo na koncu, pač so one great big family in obožujem. Ta mesec je bil res dober, kar se filmov tiče, mogoče zato, ker sem Jure to rekla, naj mi predlaga, ker naslednji film, ki smo ga gledala, ki je Jure predlagal, oziroma oba dva, The Conjuring. Jaz tega filma nikoli nisem gledala in dejansko, da me je Jure prepričal, da to gledam, je bilo a lot. Okay, jaz nisem za grozljivke, nisem hotela gledati. V glavnem, zgodba je o Edu in Lorraine Warren, ki imate total supernatural vibes. Če ste gledali Supernatural, Sam and Dean Winchester, to sta pa dva, sam da sta pač poročena. Dejansko so dobre grozljivke, like, it could be an episode of Supernatural v prvi sezoni, ki je še dejansko bilo scary, preden prije Cass. Gledala smo prvi in drugi del, tretjega še ni na Netflixu. Čeprav je v obeh filmih podoben setting, se mi zdi, da ful ni predvidljivih jumpscarov. Jaz sem ful slaba za jumpscare, jaz jih sovražim, jaz sem pred temi filmi dejansko pogooglala, kje vse so jumpscari, ker jaz, I really don't like it, ne maram tega adrenalina. Imam pa še eno zgodbico okrog celotnega tega filma, ker smo z Juretom bila pač tukaj na Bledu, v temi smo gledala, ker je Jure hotel mene ful strašiti. V drugem delu smo imela lučke prižgane, ker je malo bolj božično obarvan. Jaz sem Jureta prosila, če mi naredi kavo, zaradi sem bila ful zaspana in sem hotela film pogledati do konca. In Jure gre tukaj do kavomata, jaz pa pač sedim na kavču in ga čakam. In kar naenkrat slišim trkanje, nekaj potrka. I freaked out. Zakaj bi kdo trkal? Zakaj ne pozvoni? Kaj se dogaja? Jaz sem bila fucking so scared. In Jure te vprašala, si slišal to? In Jure, ne, kaj pa je? Ni slišal. In jaz tako, ok, whatever, tole pa malo weird, ampak sure. Čez minuto še enkrat potrka, tokrat ful bolj na glas. Ampak prav ono. Mene v lifeu ni bilo toliko strah. Jaz sem se vstala in sem šla do Jureta in sem bila like, a si slišal to? Prosim, reči, da si slišal to. In sem se fucking jokat začela. In sem rekla, naj gre odpreti vrata, mogoče je pač nekdo zunaj. Ampak slišalo se je, kot da je notro v bajti, kot da so ta vrata. In jaz sem bila čist, in sem šla v kopalnico se jokat. Pa sem pa prišla nazaj do Jureta in sem videla, da ima na telefonu YouTube video, kjer nekdo potrka in se je povezal z HomePodom, ki ga imamo tamle. Listen, to mi boš plačal. To ni bilo smešno, to je bilo fucking evil! I'll get you. Glavnem, ampak res nisem mogla spati. Pač meni je bilo toliko strah. Pa ne sem zaradi tega, ker me je Jure strašil, ampak pač ne maram grozljiv.
naslednji dan smo gledala The Nun, oziroma Nuno. Sicer je čist drug setting, vse je povezan z The Conjuring, ampak je res čist drug. Je ful več nekega lora zadaj, kar mi je všeč dejansko, pač da je dejansko neka full on supernatural zgodba, ker sem a supernatural fan. Čeprav me je strah grozljivih stvari, ampak supernatural is my jam. Sam is my love. Estetik filma se mi zdi ful dober. Ne bi ga v live šla gledati, si sploh ne predstavljam, kako je bilo to gledati v kinu. Mogoče jaz malo preveč povezujem to Nuno z Alanom Podlesnikom in pa vsakič, ko je bila Nuna na skrinu, sem se ful začela smejati, ker je pač bil Alan Podlesnik. I love that for me. In dejansko me pol ni bilo toliko strah, ker sem bila tako, oh my god, it's Alan. Pa tudi v bistvu nima bilo strah zaradi tega, ker veš, da je nek drug setting, kjer dejansko lahko straši. Ono, ko je pri nekomu doma in pol kotre dol vleče in ne vem, ker stvari dol padajo, I hate that. Pač ne morem tega gledati. Če pa je nekje v eni stari cerkvi, kjer je pač daleč stran od mene, ker si vedno rečem, jaz živim v nekem novem stanovanju, tu ni še nobeden umrl, tukaj res kao, ni duhov, upam. In tista cerkva, it can't hurt me. Ne more priti mi blizu, ne more priti tukaj do mene in strašiti, tako da to mi je lažje. Edino, kar me je motilo pri tem filmu je, da je ona ta bela Nuna, pač kaj kao še ni Nuna. Bela sem zaradi tega, da pač da vidiš, kjer je ona. Edina stvar, zakaj je ona v belo oblečena. A je to v bistvu? Mislim, da je to za vse filme za november. Zdaj pa kaj nas čaka naslednji mesec. Prvo kot prvo, Ubuti maček. Mislim, da je jutri premiera. Naslednji film je Lamborghini, mož, ki je ustvaril legendo. Čudežni svet še moram gledati od Disneyja in seveda Avatar. Avatar pride čez en teden, kakor ste lahko obviously videli, jaz sem že ready, jaz sem fully ready. Je pa tale mesec prišel še en zelo zanimiv trailer ven, ki pač ga bomo zdaj mogoče skupaj pogledali. Tole je risanka Elemental od Pixarja, za katero smo dobili trailer pred kratkim. Sicer bi lahko celo uro govorila o tem trailerju, ampak jaz sem toliko excited za tole, ker je nek nov setting. Mame so menjena mogoče na Zootopijo, ker pač je res ta Another World. Ni mogoče tok Pixar setting, ampak se mi zdi, da Pixar res v zadnjih letih ful je rato malo ustvarjalen glede tega, kaj delajo. In mi je zanimiva ideja, zanimiv setting, zanimivi karakterji. Vem, da mogoče zgleda malo predictable, da sta pač voda in ogenj se zaljubita, ampak glede na to, da je pač to vse en Pixar, verjemte, da celoten story ne bo toliko predictable. Bomo videli. Ta film nas čaka naslednje leto, to pa je to za novemberske filme. Skočite v kino, na Netflix, na HBO, kamorkoli, pogledati vse tele filme. Komentirajte dol spodaj, kjer filme naj pogledamo v naslednjem mesecu. Lajkajte tale video, subscribite se dol spali na moj kanal in lepo se imejte in veliko se smejte. Se vidimo jutri. Čau!